studiu pa pozdravljam dva simpatična mulca, Aneja Kotnika in Eneja Žagerja iz Osnovne šole Marezige in pa Barbaro Kocijančič z Zavoda NOMED, kar pomeni... Neodvisna medijska dejavnost. Neodvisna medijska dejavnost. Dobrodošli vsem. Hvala. Torej, v Zavodu NOMED izvajate zanimiv in poučen projekt, ki je kot nalašč za obdobje, v katerem živimo, prepojeno z podnebnimi spremembami, onesnaženim okoljem, izumiranjem živalskih vrst in tako naprej. Njegov naslov je Mladi zeleni novinarji. Lahko dve besedi o tem projektu? Torej, projekt v izvirniku Young Green Journalist, seveda v angleškem jeziku, ki ga izvajamo v Zavodu NOMED, je v bistvu sofinanciran strani ameriške ambasade v Ljubljani in njegov cilj oziroma namen je spodbuditi javnost in pa predvsem mlade k okoljevarstvu. In v tem primeru tudi k spodbujanju izoblikovanja interesa do nekega poklica, konkretno novinarskega. Kako to, da projekt izvajate na Osnovni šoli Marezige, v Marezigah? Dejansko smo iskali najbolj primerno šolo, najbolj dostopno šolo, pač nekako po nekem naključju smo izbrali Osnovno šolo Marezige in ugotovili, da so res zelo primerni za ta projekt. Fanta, kako lahko navaden človek poskrbi za okolje? Anej, gremo po abecedi. Ne vem, skrbi za odpadke, da jih ločuje, pa da ne osnažuje vode. Da je ne pusti teči, ko se umiva zobe, recimo? Ja, tudi to. Enej bi kaj dodal? Pri kuhanju ne vse naenkrat, lepo postopoma, da tudi ne preveč ne uporabimo. Da preveč ne uporabimo. Kakšne dejavnosti ste opravljali v okviru tega projekta? Torej, projekt je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Na začetku smo se pač poglobili na teorijo, izvedli smo nekaj delavnic na tematiko novinarstva, torej učencem smo obrazložili, kako se lotiti novinarskega dela, kakšni so postopki, značilnosti in jih osveščali z samimi žanri. Nato smo se podali na teren. Do zdaj smo izvedli 2 terena, mogoče bosta Anej in Enej povedala več o temu? Ja, povejte nam. Smo šli kamor je sončna elektrarna v Gažonu in tam je en gospod, ki ima to elektrarno in smo snemali njegovo elektrarno in... Ste naredili prispevek? Ja. Kaj vam je bolj všeč, novinarski del ali ta ekološki, okoljevarstveni del pri tem projektu? Oboje je pomembno, da če smo na ekološkem delu, moramo to predstaviti ne kot novinarje in je povezano. Pa bi radi bili mogoče en dan nekega dne novinarji? Ja, ni slabo delo. Ni slabo delo? Ne. Dobro. Kako veliko onesnaževalec so recimo velike tovarne? Kako te velike tovarne po vajinem mnenju prepričati, da nehajo osnaževati? Bolj težko jih je prepričati. Bolj težko jih je, ne? To se tudi meni zdi. Ja. Ki tovarne grejo samo po zaslužku in probajo čim manj dodatnega denarja nekam dajati. To že otroci veste, da tovarne gledajo samo dobiček. Ja. Pridni. Projekt sofinancira ameriška ambasada, hkrati so ZDA in njena podjetja enih večjih onesnaževalcev. Paradoks nekakšen, kar se tega tiče. Ja, dejstvo drži. Bistveno pa je to, da ameriška ambasada želi vlagati seveda v okolje, v katerem deluje. V tem primeru vlaga v projekte nevladnih organizacij, kot smo tudi mi. In seveda s tem omogoča projekte torej mladih oziroma manjših organizacij, ki nimajo dovolj sredstev za izvedbo. Drugače pa v samo politiko ZDA se nismo spuščali in niti v prihodnje se ne bomo. Mogoče pa je to tisti del, ki ga je omenil Enej, da kljub temu, da onesnažujejo, tudi vlagajo nekaj denarja nazaj. Dajmo to tako razumeti. Recimo. Hvala za pogovor in obisk v studiu.